Na sporedu je bila za tekma 15. kroga med Olimpijo in Mariborom, derbi v Ljubljani, polne tribune in lep obet za začetek tega dvoboja. Olimpija pa je imela 7 točk prednosti pred začetkom tega derbija med Olimpijo in Mariborom. Prva akcija tekme je prišla za vijoličaste že v 7. minuti. Do žoge se je dokopal Dare Vršič, podal pred vrata, Bajde pa je podstavil nogo in premagal Aleksandra Šeligo za prednost Maribora 0:1. Izjemen začetek za vijolice, Bajde je premagal Šeligo po tem le lepem zaključku. Tokrat je dobil prednost pred kapetanom moštva Tavaresom, ki je obsedel zgolj na klopi. Potem napad za Ljubljančane, to je bila priložnost za Šporarja, ki je podal pred vrata, ampak brez težav. Obramba vratarja Maribora Handanovića, potem pa eden izmed najlepših momentov tekme, gol za 0:2. Petar Stojanović je meril natančno, izjemna akcija Maribora in samostojen prodor, lepo pregravanje in še boljši zaključek. Tik ob vratnici je premagal Šeligo za povišanje prednosti v 21. minuti. Velika priložnost Hentija takoj na drugi strani, padel je, ampak uspel še streljati. Izjemno pa je svoja vrata zapustil Handanović. Kot za Olimpijo, žoga pred vrata in odbita žoga je prišla do kapetana moštva Olimpije Andraža Šporarja. Takole je dvignil na noge ljubljansko občinstvo in dosegel prvi gol na tekmi za Olimpijo. Izjemen udarec Šporarja, natančno in močno za znižanje zaostanka na 1:2 že v 26. minuti. Do konca prvega dela še dve obetavni akciji, tole je bila priložnost za Ljubljančane, nekoliko previsoko je meril Miha Zajc, ki je bil kar dobro razpoložen, in še zadnja akcija prvega polčasa, izjemno Mendy za Vršiča, na koncu pa je zgrešil. Maribor je zahteval 11 metrovko, katere pa na koncu ni bilo, žoga le za vratarja Šeligo. Drugi polčas pa se je pričel dobro za Olimpijo, tole je bila izjemno lepa priložnost Zajca in izjemna obramba Handanovića, ki je žogo uspel izbiti. Potem prosti strel za Ljubljančane, vratnica Alveša, velika sreča za Maribor, žoga le v golavtu za vijoličaste, pa še en prekršek Petra Stojanovića v nekaj minutah in rdeči karton za nogometaša Maribora, ki je bil tokrat izključen. Drugi del tega drugega polčasa je z igralcem manj odigrala mariborska ekipa. Ampak najprej še priložnost za goste, podaja pred vrata in najvišje skočil Mendy, ki je stresel prečko, zapravil, lahko rečemo, tudi zaključno žogo. Potem je meril še Mimon, močno, ampak nekoliko mimo vrat Handanovića. Olimpija je pritiskala in poskušala izenačiti. Tole je bila že priložnost za Miho Zajca, nekoliko previsoko je meril Ljubljančan in potem še 92. minuta. Žoga pred vrata, Šporar je prišel do odbite žoge in še enkrat pokazal, kakšen velemojster je, zabil še drugi gol na tekmi in prinesel izenačenje, zlata vredna točka za Olimpijo. V samem finišu je Šporar zabil še drugi gol svojega 17. že v letošnjem prvenstvu in takole odločil derbi, lahko rečemo, prinesel točko Olimpiji. 2:2, lepa tekma, polne tribune in 4 goli, tokrat v Ljubljani. Ne, poglejte, moramo biti realni. V prvem polčasu je Maribor izkoristil dve naši napaki v obrambi, zadev, res veliko energije smo vložili v to izenačenje. Čestitam mojim fantom za dobro igro. Žal smo imeli še nekaj priložnosti, preveč smo si želeli te zmage. Na koncu neodločen rezultat, mislim, da realen odnos in pokazatelj moči na igrišču. Zelo sem ponosen na svojo ekipo, mislim, da smo bili danes boljši, da smo pokazali, da igramo veliko boljši nogomet. To, kar se je zgodilo, ne gre v čast slovenskemu nogometu.